Surfer's Paradise, posvečen kot paradiž vsem surferjem. Če bi ga mogel primerjati z enim krajem, mi pade na pamet samo en Miami. Ljudje se zabavajo, surfajo, veselijo, ogromno enih takih zabaviščnih stvari, zabaviščnih parkov, vseh zadev, ki te animirajo in ti v bistvu krajšajo čas. Midva nisva tukaj z istim namenom, ampak imava klele en namig. Upava, da je tukaj kakšna teta zgubila verižico in je bova zdaj midva našla. Mislim, da imava veliko večje šanse, kot sva jih imela sred puščave. Zlato že kar sam ven skače. Lega. Konkurent. Any luck? Couple of coins. What's the best thing you ever found? Oh, you find rings. Rings, huh? Gold. Yep. Ej, da mi na vsega pobral zdaj. Dajmo. A pa je. $2. Sploh ga še videl nisem. Avstralija. Zamašek. Šobu. Čak to pa res vzel, ker to je pa ful navaren. Ni bilo pol več kaj dosti sreče s tem kopanjem, ampak me ima, da bi bil to moj hobi. Tako se mi zdi, da si vedno tako, kot da bi na eni loteriji igral in si vedno poln pričakovanj. In Anže, povej mi ti zdaj, avstralski Miami. Ja, malo bolj je vseeno umerjen, kakor sem si mislil. Ja? Ja, sem mislil, da bo bolj na uno. Žuremo. Tako. Tudi jaz sem dobil malo tak občutek, da se skozi malo pripravlja, da nekaj bo, Pa zmanjka. pa je pa to. Ja, tako so nam obljubljali, ne? Da je to Miami pa Las Vegas. Pa moram reči, da mi je všeč. Utrip mesta, tako lepo je ob plaži, ljudje laufajo, se ukvarjajo športom, vse je tako lepo urejen, tipi-topi. Malo je mrtvo proti Ameriki ali pa proti Evropi, ampak je pa lepo. That's the thing about Australia, there is a lot of nothing out there. People don't realise that there really is just a lot of nothing there, you know? Tukaj so na recepciji in nam je dal gospod fajn vedeti, marsikjer turist naredi to napako, ko sem vam videla. Gledaš doma pa si rečeš, pogreva še sem, pa kaj pa je to, če gremo še, to je glavna znamenitost, gremo še to pogledati. Ja. Kaj da bi šel iz Lizbone malo v Istanbul. Ampak glej, vse nova aparata, ne? Čeprav smo imeli kakšno muko vmes. Čeprav komi živiva zdaj. Ja. Da imajo pa zaskakati, tam, prav za otroke. A ja, boš, so se zupa češil, ali kaj? To! Poglejte ga, daj narit! A ste splačali? Ma, ne vem, sem mislil, da bo bolj kot trampolini, pa kaj en balon. Greva raj zajtrk jesti. Did you come from the gate? No. It's fine. Did you climb? Yeah. Just be a bit careful because it is closed from being wet. Ah, really? I didn't know. It wasn't said. Oh. No, there's a sign on the gate. Ah, okay. Let's go. Yeah, that sign means that nobody should go in there.
Ampak so me tam male razjale. Če te ni ta stara, te pa ta mlada. Ja, v najbolj turističnem kraju, na Miami Beachu praktično imajo pa tega. Kaj nam zdaj to pomaga? Ja, ne vem, glede na to, da so še 2-3 dni kle. Meni se zdi, da je to tako, kot da bi v Portorožu zdaj harmoniko kupil. Nima te duše stvar, ne. Zdaj sem hotel ta pravega dobiti od aboriginov. Malo nama je vzeli to vso vrednost. In jaz mislim, da je bil obvezen tale postanek v tem kraju, če ne zaradi drugega, ker smo nekaj zgooglali zopet. Didgeridoo sva najdla. 8000 km so mogla prevoziti, da so prišla do njega. V tem cajtu bi ga po moje že v Sloveniji najdu, če bi 8 Ja, brez kaj drugega. Precej hitrej po moje. Pelna sem že, pel. Sorry, can I try to play it? Oh, of course, yeah, go for it. Mislim, da je Slovenija pripravljena za trenutek resnice. Če zna še zažvrgolet, po kolikih letih? Po moje 18 let nisem piskal na tole. 18 let ni piskal oziroma trobental. Čakaj, Krožno dihanje čakamo. tega prosim. Bravo, gre krožno. Ja, malo me zmanjka, se vidi, da sem iz prakse. He's good, huh? He's great. Ljudje so kar not začeli hoditi v trgovino, kle zgleda v Avstraliji in ben ne zna tega igrati, ali kaj? You know how to play it? A little bit, not like you though. Yeah. To ima več basa. 460. There's different ones. Yeah, we have some that are oak, some that are cherry wood. We do have the fiberglass ones as well. Fiberglass. And we have these ones which are bamboo. These ones are only $30. So if you're just looking for something $30, cheap, Wow, that's a good kako way je to lahko go. ta. No. Ja, čez drug zvok. Doesn't No, sound no, good, no. does it? To je pa 1260. Takole moraš dati v kot, lej. Zdaj to, ko bo se čez druga slišal. Ja, zdaj je bil stereo. Ja. We're one of the only places that stock them in town, so I Really? think there's only like 1 or 2 other places. Yeah. How come? I think just because of the way they're made. Yeah, there's a very particular way to make them, and you know, we do support a lot of more like Aboriginal type artwork too. We've got some artwork down here, and just people of Australia as well. Joj. Wow, kakšen razgled. Ja. Po 18 dneh vožnje sva prišla v Sydney. Tukaj moram reči, da je kar mraz. Zdaj le vrneva tale najin kombajn. Nisem čez ziher, a bo šlo skozi ali ne bo šlo tista vdrtina v spredi od kenguruja. Pa včeraj, čist na koncu, se je zgodilo, da se ta hudič ne zapre. Takole gre gor in pol ne gre dol. In nič nisva kriva, ampak zna biti nek tak problem, da si kriv, ne. Skoraj bi pozabila vzeti še nalepke. Tole pa tudi kar nekaj dela še. You go and bother him, he's gonna leave you blue. The echoes of the past will come right back to you. Sebe me kot psa, če bo smo še to delali, Da vem, mraz. Ful, je mraz že men, ko imam pulover. Ja, pisali so nama, kje sva, ker bi mogla
odložiti pred 1 uro avto. So več kot uro to praskala. Jaz zdaj ne vem, če imamo vse zavarovano, ne vem. Reče, da so nam eni surferi tam gore prelimali in da so jih ful kregali in zdaj so se matrali to dol dobiti in da ni šlo. Ti surferi, da je lahko to nalimamo, so rekli, ne, oni so kar nalimali in ti surferi. One day you'll feel the hurt and pain. Ja, gladko smo zamudilo za 1:20 drop-off. Vse se kar drživa zadevno, ampak tole je res šlo izven kontrole. In zdaj so napisali, we are closed for the day. Please park and lock the van on the street and leave the keys in the key drop box. Thank you. Ja, pa to je še boljš mogoče. Ko smo mi dokle pustili avto, ni bilo nobenih nalepk gor. What stickers? Anže, a si pripravljen, da zavedno končava mašino odbite poti? Vseh road tripov, ki smo jih naredili. Koliko je pa hud? Chevrolet Malibu. Muchas gracias. Posod je za kakšen prst prostora pa to. Vidi da rikša, a? Ja, ne bo to. Že po Indiji furam! Emo! Z nikoli več ne bova. Zdaj sem ga pa že ugasnil. Konc je. Sva pa vozila na vseh kontinentih. Vseh, ki se je dal. Tako. Hello, mate. Izredno pomemben podatek bomo zdaj naredili. Preverili bomo, koliko kilometrov sva naredila na tej poti. 84964 minus 75883. Povej mi. 9081 km. Toliko sva jih naredila. V manj kot 3 tednih. Ja, malo je bilo too much, ne? V smislu, da ti zelo malo ostane časa za kakšne druge aktivnosti. Sam vozila so se, ampak se nama je zdelo nujno, da prikaževa to raznolikost Avstralije, se pravi malo puščave, pragozda, malo mest in kaj naj jo je največ stalo, da smo še kaj dol rinali, Ja, morski psi. ki jih ni bilo. Tako. Če bi seveda še enkrat ponovila, bi se ognila na tistemu jugu in Ja, bi tam šla je bil pa tam Great Ocean Road, ki je najlepša cesta v Avstraliji. tudi, če ne. Finta je, da je ta Avstralija tako velika in vsi highlighti so na različnih koncih Avstralije. Tako da, če hočeš videti te top stvari, se moraš pač veliko voziti. Še zmeraj je bilo pa luštno. Lej, nekaj smo se naučili, če bomo šli še kdaj v Avstralijo, Lands Down Under, bomo to vedeli. Vam pa upam, da sva olajšala, da se ne rabite naučiti tega na svoji koži. Mašino odbite poti smo zavedno ugasnili. Pride še en kontinent, če bo vse po sreči, ampak tam se ne bomo vozili z avtom. Že, hvala, super sopotnik si bil. Ja, enako. Super je bilo. Jaz sem kar ta per odprl. Zdaj, prvoščin že, če pa kdaj pa danes. Ej, se ne, da si prišel 8 ur nazaj v popolnoma pospravljeno poslo, ne? Ja, to sem mogel ven zbezati, ker drugače nisem mogel sploh tega dobiti ven. Tako si zbazal, da imaš tam srov jogi. Ja, ker je bilo oboje in rjuha in deka je bila not zbesana. Ej, tako sva se napraskala včeraj, da me še zdaj nohti pečejo. Praskala sva, dokler nisva brez nohtov ostala, res in pol, ker ni šlo več. Jaz vem, da če bi bil sonce vzun, pa bi avto malo dal na sonce, bi se to segrelo, pa bi šlo ful lažje dol. Je bilo treba tam, na licu mesta in dež in vse. A si ti kavo neko kuhal, ne? Nekaj sem, ja, tamle imaš. Pa, a ni von po domu? Ni to na nik barka, ne? Ne. Nekaj sem dobil? Ne, no. En e-mail? Ne, jo. Daj, kako me, ker adrenalin mi šel pa. Late return fee 150. Anže, naj se prosim zglasi pri nas. Ja, ko sem mogel doma povedati, da si cvek dobil. Pa ko si povedal, je bilo ful lažje. Do onega trenutka. Ful je bilo lažje. Da nauš do meni kakšnega pasuša, pa nauš tam mogel.
Še kaj sta v tej strani. To pa si ne bi želel. To je to. Gremo raziskovati novo mesto. Sydney. Ona smer. Kaj na igriščih, ona masa, veš, da otroci padajo. Kaj je malo mehkej. In v bistvu naredijo malo bolj lično. To je tako, ko zakitaš doma razpoko, veš, da je lepš. Ko oni zakitajo to in je vse lepše. Saj si utrdil po moje, lahko greva zdaj na zajtrk. Fajn je, ker je tako mehko. Ja, tam. Aha. Lahko je. Ja, ni toliko, ne vem, ali smo navajeni iz Evrope ali kaj, da je toliko te duše, da ima mesto, da malo mrgoli zjutraj. Ko se zjutraj sprehajaš recimo po Istanbulu, nekdo prodaja preste, frišne ribe. V bistvu so ugotovila, da niso niti enega štanta videla v celi Avstraliji. V 3 tednih niti enega štanta, ki bi nekaj nudil. Zdaj, Ja. ali so to neke rabljene knjige, ali so to gramofonske plošče, ali pa je to nekdo, ki prodaja sončna očala. Tako. Klej pa bolj ta tišina vlada, pa previdnost se mi zdi, a ni? Ja, You go and bother him, he's gonna leave you blue. The echoes of the past will come right back to you. Joker, veš. Veš, kako se po Ljubljani temu reče? Kako on že? Preduh. Preduh. Ja, to je bilo v stari Ljubljani zato, da se požar ni širil iz hiše na hišo. So take prostorčke vmes pustili, da so lažje kontrolirali požare. Dobro, da si nas to naučil sred Sydneyja, ne? Imamo najlepši preduh v Ljubljani, na Gornjem trgu. Joj. Pojdi si ga pogledati. Prav pogledati samo biti. Joj. In za Sydney sva si pustila še zadnjo kljukico, da bi pred najbolj znano opero na svetu si pripravil domačo slovensko kavo. I'm giving you a warning. I've been instructed from the Supervised Opera House that what you're doing is not permitted here. If you continue doing what you're doing, you may be committing an offence and be removed forcefully. Do you both understand? I'm not going to argue. It's your call. Ali so naju tako nahrulili policaji, da tam se pa ne sme. Sva probala razložiti, da hočeva skuhati najboljšo kavo, pa jim ni šlo to v račun, tako da se va predstavila vsem tlele v parkati zraven. Je kljukica ali ni kljukica? Je, velika kljukica. Se kar znajdem doma na kavču, pa kar vidim, da sem pred Sydneysko opero. In pa spet doma na kavču, spet pred Sydneysko opero. Ali se veste, da jaz vedno rad tako kakšno zanimivost povem? Ko je leta 1970 Barcaffe prvič ugledala luč sveta, je tale vijolična oziroma magenta barva, ki je značilna, po kateri jo prepoznamo Barcaffe danes, bila napaka v foliji. Ampak ker so jo kupci tako dobro sprejeli, so se odločili, da bojo obdržali. Celo zavarovali so jo, da jo v bistvu noben drug proizvajalec kave ne sme uporabiti. Ha! Zanimiv. Nisi vedel že. Nisem. Kofein je v žilah. Zdaj vam že ne bova dolgo vezla. Samo ene 3 take zanimive efekte, pa vsi čakamo. Klele se postavlja in začni flancati. Otvorila jo je kraljica Elizabeta II. leta 1973. Stala naj bi $7 milijonov, ampak so se nekaj zakalkulirali in je bila na koncu 102 milijona. Dobro so se zmislili na začetku. Pa Arnold Schwarzenegger je leta 1980 osvojil zadnji Mr. Olympia. To je tisto, kar si jim takole gvar, veš, na odru hodila. A kle je bilo to? $1 milijon telih plošč smo na strehi. Kaj pa je bila inspiracija? Jadra. Tele eno perolček, takole, kot v Trstu. Ja, če naj bi kdo postregel. To se treba pa znajti. Fake it till you make it. Ne na stori. Bom. Tak fin meni smo dobili. Zgleda, da je tale Sydney res avstralsko mesto izpolnjenih sanj. Po 3 tednih iskanja sva le prišla do krokodiljega
burgerja. Seveda ga bo probal že. Kako razpade. Taka suha tekstura je, kaj ena suha riba, skuša. Meni ima pa okus po enemu suhmu piščancu, kot da bi bil malo preveč tenstan. Ampak ni slabo, je pa čist belo meso to. Ja, če bi mi ga nekdo serviral, bi jaz mislil, da je piščanc, malo bolj suh, malo bolj razpada, ampak ne bi pogruntil, da je to nekaj drugega. Joj, ali ti zdaj pa res še zadnjič rečem, dobro jutro, piškotek. Dobro jutro, piškotek. A bomo videli mi zdaj, kaj se s tem kolesom dogaja? Ja, zdaj ga bom probal sestaviti. Glih treba je bilo vso to težo s sabo trogati. Suffer to reward ratio. Ker je pol ta zadoščenje, ki ga imaš, ko ti nekaj rata, ko se matraš nekaj časa, da je pol ful dopaminski. In kaj je to? Lep razgled? Ne, samo to, da ti rata. In gre kaj Ja, zelo slabo. To so te tam majhne pumpe, veš, da imaš sabo, da je čim lažja. Pa meri, ko pumpaš, si rečeš, zakaj nimam večje pumpe. Že sam še tole posnamem, pa obljubim, da te pustim. Okay. Čistko za občutek mečkan, iz Ljubljane do kitajske meje je 6000 km. 9000 km kasneje. Kakšna se ti je zdela? A po pravici bova povedala. Dejva iskreno, bova pa malo pravičila. Veliko enega truda za zelo malo zadoščenja. Tako. So konci, ki so itak lepi, ne, ampak imaš pa pol 90%, ki je pa v bistvu skozi isto. Ravnina, pokrajina se ne spreminja, tukaj se gre bolj te aktivnosti, se pravi 4x4, ribolov, surfanje, da greš tako v easy, potovanje, greš od plaže do plaže in potem se tam malo ostališ. Tako da v bistvu najno nalogo, ki sva si jo zadala na začetku, da ugotoviva, a so bolj primerne za road trip Združene države Amerike ali bo to Avstralija. Moje mnenje je, da jo Amerika lepo prekaša. Ja, moje tudi, definitivno. Moram reči, da me je presenetilo, kako čista in urejena je Avstralija. Ja. Res se lahko primerja z samim biserom Evrope. Ni smetke, Sydney naj malo presenetil, ker pa ima več tega občutka, vele mesta. So lešniki po tleh. Tako, ja, je kakšna smet, kakšna se malo dere na cesti. Še ena zadeva, ki naj jo razočarala, je, da sva res se hotela malo približati kakšnim aboriginom, ki pa mogoče nekakih sploh ni bilo, oziroma se mogoče res toliko držijo v svojih soseskah, oziroma na žalost rezervatih. To je meni ful manjkalo, da bi bil nek ta stik z temi pravimi Avstralci. Ker je vse prinašeno iz Anglije, ni niti nobene hrane take za sprobati, nobene te kulture, ki jo pogrešaš. In tukaj se res zavem, koliko je hudo, da si v Sloveniji, kjer si ponosen na hrano, na narodno nošo, če ne drugega, na glasbo, na vse te običaje, kulturo, praznike, ki so naši. Mislim, da mi res ne ustrezajo več te države, ki je vse tako multikulti, ki je ne tečne mašni. In hkrati se mi zdi vse bolj hladno. Ja. Pa stvar, na katero so najbolj opozarjali, pazi se, kač, pajko. Jaz sem si to predstavljal tako, da se ne bom upal na tla usesti. Sem mislil, to bo posod nekaj, ki me bo ubil. Največji problem sem jaz opazil, da so bile muhe. Ja. V puščavi. Toliko malo sva tam tudi snemala, zato ker se ni dal, ker je bilo nehumano, neokusno Anžeta snemati, ker je imel 6 muh tukaj po nosu, po ustih. Nažalost tega nisva posnela, ampak ko sem snemal kaj v puščavi, že mi je dal tole, kje si to dobil? Na Ljaski, za komarje imaš to. To je tako izgledalo, da sem imel jaz to mrežo okoli glave, snemal, ker edin tako te ne motijo, tako da jaz sem bil v puščavi tak. Medtem, ko sva se vozila čez vse te tisoče in tisoče kilometrov, je Anže že kar napovedal, kakšen bo naslednji kraj. Ja, vse je copy-paste. Se pravi, eno mesto je kopija drugega mesta in to z vsem. Z hotelom v srednjem, neko mestno hišo, ki je ponavadi najlepša, eno kavarno, ampak to vse isto izgledajo. Ti veš, da ko boš noter po vpadnici pripeljal, bo na desni hotel, ki je D-hotel, na levo je policijska. Še ključna stvar, zaradi katere sem se vedno malo bal Avstralije,
ker se jo drži sloves, da je izredno draga. Precej ceneje, kot sem pričakoval. Sploh, ko greš izven teh večjih mest, se mi zdi, da so kakšne stvari celo cenejše kot pri nas. Ja, ja. Hrana ni dražja v trgovinah, bencin je cenej kot pri nas. Tudi pri Sydneyski operi, ko sva bila, je bil džus, to kot pri nas, 3-4 evre. To je to kot pri nas. Lahko bi bil pa komod 10, da se ne bi čudil. Zdaj smo pa res že toliko držav prepotovala in lahko trdim, da je Avstralija najbolj digitalen kontinent, zato ker smo popolnoma povsod lahko plačala z mojo debetno kartico NLB, ki jo imam zvezano v Apple Pay. Kačing. Just right down here. Future. Takole nekako izgleda, ja. To imaš ti kakšne sponzorje, ali kaj, za vse tele torbe, a? Ni. Zdaj se premaknem z vlakom v Canberro in tam štartam ta kolesarski izlet. Imam 1000 km Avstralije, pa še 600 km po Tasmaniji. Tako da. Ja, res bi mu lahko rekli izlet, no. Izletek. Tukaj imamo šotor, spalko, podlogo, hrana, tukaj so obleke, tukaj je za dež, tukaj je kakšne stvari za snemat, tukaj je pa še drugi paket hrane. Še vode mora gor prijeti. To meni 40 kg napol na koncu. Ti pa lahko dali kakšnega karbonskega. Ja, to bi bilo. Največji izziv tega potovanja bo pa zdaj tole dol spraviti po teh ozkih štengah. Hello. Dobar je. Hello. Še ne ve, kaj ga čaka. Mašina. Tale obrat zdaj bo kle hodič. Glih treba se ti je tako matrati v tem življenju. A ti lahko pomagam? Ja, nimaš kaj. Dobro. Hello. Hello. Kje pa je lift? Zdaj se malo zafuri. To vidiš. To je to. Jaz se poslavljam, te pa želim uspešno in predvsem varno potovanje naprej s kolesom. Anže? Ja? Mislim, da lahko rečeva, da so odkljukala še 6. kontinent. Bravo. Se vidimo malo v Ljubljani. Hvala ti. Terminal 1, yes? International. Yes. Europe.